Spoštovane obiskovalke, dragi obiskovalci, en lep dober večer na že 5. večeru cikla Matica pod zvezdami. To je cikel, ki ga podpirata Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Letos junija smo skupaj že 5. kot rečeno. Družili smo se ob knjigah z različnih področij, filozofije, leposlovja, zgodovine, poezije znotraj leposlovja in poezija je tudi tema nocojšnjega večera. Nocoj bomo namreč vstopili v pesniško zbirko 11 let in pol tišine Davida Bandlja, pesnika, glasbenika iz Gorice, doktorja literarnih ved, avtorja 5 pesniških zbirk in več knjig esejev, urednika številnih monografij, med drugim tudi knjige Rod lepe vide, zborovodja in še marsikaj drugega. Knjiga 11 let in pol tišine je izšla kot drugi zvezek najmlajše matičine knjižne zbirke Mozaiki. In ko je izšla, je bilo zelo težko napovedati, kakšna usoda jo bo doletela v našem prostoru. To je namreč knjiga, ki v čas, ki je prenasičen z agitatorskimi gestami, velikimi parolami, vnaša tišino samorefleksije. Tišino, ki je pomembna, ker se iz nje rojeva vsako pristno družbeno-kritično dejanje in tudi vsaka daljnosežna pesniška misel. Poleg tega David Bandl za rdečo nit svoje zbirke vzame temo, ki je že sama na sebi kompleksna. To je zahtevna, travmatična zgodba naše skupne zgodovine, vprašanje holokausta, ki pa v zbirki ni samo enkratno zgodovinsko dejanje, ampak prerašča v metaforo zla, ki se dogaja v vseh časih in krajih, tudi v današnjem, in ki korenini, ki globoko v človekovem čustvovanju in doživljanju. David Bandl se te teme loteva dialektično, v knjigi se prepletata 2 glasova, glas zgodovine, ki je brezoseben, na nek način avtoritaren, izhaja iz kaosa vsega, kar je. Na drugi strani so pa drobni, bolj konkretni glasovi posameznic in posameznikov, ki so na lastni koži doživljali banalnost in brutalnost zla. Glede na temo, ki jo poveduje, način, kako poveduje, je še posebej razveseljivo, da je bila zbirka deležna številnih odmevov, zelo pozitivnih odmevov med recenzenti in tudi v najširši javnosti. Ob izidu knjige sva se z Davidom že pogovarjala, posnetek je tudi na voljo, zato smo se odločili, da bomo nocoj besedo prepustili poeziji sami. Ne bi o njej govorili, pač bi pustili, da sama spregovori na sebi lasten način, v dialogu s tem, kar je po naravi, tej poeziji in vsaki poeziji, še posebej naravno to je v dialogu z glasbo. In zato me tudi zelo veseli, da je nocoj poleg Davida z nami tudi Ingrid Mačus, izjemna glasbenica, vsestranska umetnica, ki je diplomirala iz muzikologije in klavirja, trenutno pa študira kompozicijo. Ob rednih koncertih sodeluje s filmskimi ustvarjalci in raziskuje prostor med glasbo in besedo. Klavirska glasba se bo danes prepletala z branjem Davida Bandlja in sama bi samo še uvedla nocojšnji večer z besedami ene od recenzij, ki je bila objavljena v reviji Literatura in pravi takole. Zbirki je pravzaprav uspelo prav to, v pesmi tiho in navzoče od tu in zdaj segati onkraj. Onkraj sistema sovraštva, za mir, sleherne pritlehnosti. Segati v čas, kjer ni časa in kjer živijo tudi mrtvi. S to zbirko smo v svetem prostoru, prostoru z izjemno akustiko, kjer najtanjša beseda odmeva. David, Ingrid, prosim.
začetkom. Ne vidim dobro, kje se kaj začenja. Sprašujem se, ali si odsev objestnosti. Ostanek je odtekanje humanizma. Nobeden ga ni vajen. Postaviti spomenik ali narediti iz sebe vidca. Konec nima nikoli posebnega smisla. Umu je treba veleti in se prilagodi. Bližam se z oddaljevanjem. Kraki vseh običajnih videnj se lomijo. Kar odpada je ritem. Še nikdar ni bil tako vrtoglav. Voljan sem, tudi žejen. To ni pot, je stanje duha. Je vira brez milosti in tišina, ki požira. Je iniciacija k skepsi in pogled v ožino. Je trenutek, ko se lava dotakne stopala. Pravzaprav ničesar ne vem. Jaz moč. Vse se dogaja zato, ker želim zmagati. Veličastnost je lastnost objestnih ali novih. Jaz sem oboje. Ogenj čisti, še pred njim pa sem jaz. Oglodam vsako najmanjše vlakno in vsako vredno celico. Pustim se prodirati, to mi je všeč, ker imam občutek vsemogočnosti. Ko te pokrijem s svojimi rjuhami, si na višku hrepenenja. Kako boš šele užival, ko boš ves moj in ko nas bo več. Mešali bomo vest in prste, smeh in grozo, nežnost in strah. Pri vsakem gospodujem jaz. Ne boj se, še preden boš dognal, kaj se dogaja, se bodo tvoje roke trdno držale mojih bokov in z jezikom boš lizal mezečo kri iz mojih razgrabljenih dojk. Prvič. Moje ime je Vojček Novak. Star sem 10 let. Predvčerajšnjim sem sedel na tramvaju, ki pelje pod Vaveli. V žepu sem nosil kos kruha. Ko smo se peljali tam mimo, sem videl otroke, ki so me gledali. Mama je rekla, da so revni, zato se tam tramvaj ne ustavi. Včeraj sem vzel 2 kosa kruha. Ko smo se peljali tam mimo, sem jo spustil skozi okno. Tekli so in pobrali. Nisem videl, če so jo tudi pojedli. Danes se zopet peljemo tam mimo. In ni več nobenega otroka, ni odraslega. Razmišljam, kaj je bilo narobe v tem, kar sem storil.
kako rešiti zadevo. Preveč besed se potika, po stepah prostranstva so mehka in ne morejo teči. Niti ideje niso večne. Koža vsakega izmed teh se lupi pod okrvavljenimi noži. Držimo jih vsi. Delirium profanum. Moje telo je okamnilo od truda zate do dna duše v molk. Moje telo je okamnilo od truda zate do dna duše. Moje telo je okamnilo od truda zate do dna. Moje telo je okamnilo od truda zate. Moje telo je okamnilo od truda. Moje telo je okamnilo. Moje telo je vaše. Delirium sacrum. Moje telo je molk. Vzemite ga in jejte vsi. Moj molk je telo. Dokler. Vsako hotenje je brez spomina. Izbira. Zjutraj nas pokličejo in postrojijo. Vemo zakaj. Trga se nekaj v trebuhu. Morda je to duša, ki odteguje vezi. Žanin in jaz sva si s krvjo pomazali obraz, da bi rdečica obvarovala senco. Ko mi velijo, naj se slečem, to storim in nisem jaz. Lupina skupaj z ostalimi teče nekaj krogov. Ne stavijo na nas imetja, dobrin ali smeha. Žanin skriva roko, ki je brez prsta. Gleda za mano, ko naj jo postavijo v dve različni skupini. Jaz je ne. Vprašam se, ali naj jo pozdravim. Njen pogled me boža po ramenih in me grize. Mesečno. Gesta. Desno, smrt. Levo. Drugič. Ime mi je Jan. Vsakih 5 dni peljem po redni liniji. Rekli so mi, naj tovor odložim tam. Vlak je dolg in potovanje tudi. Ne smem ustavljati. Ko smo pa tam, ga strpajo z vlaka in vidim celo procesijo. Ne vprašam, kam gredo. Ne zanima me, kaj počnejo z njimi. Včasih me moti, da visijo njihove roke iz vagonov in ne vem, kako sem se znašel tu. Pošten delavec sem
Preživljam ženo in 3 otroke. Vsakič, ko pridem domov, me otroci vprašajo, kaj sem danes tovoril. Ne vem, rečem, kaj sem danes tovoril. Ko grem spat in zaprem oči, vem več. Odsev, deformirano zrcalo, transsubstanciacijo, kruh delam, iz sebe dajem, eros. O tem, česar ne morem poimenovati, lahko govorim le v dvoje ali s tabo. Ontologija. Dimenzije hočejo, bit je luksus, veličasten, kdor se je drži. Thanatos. Le s tabo lahko govorim le v dvoje in poimenujem, česar ne morem. Končnost. Kristali, ki se prijemljajo svetlobe, prah se veže nanje. Kaj postajam? Gnoj ali cvet? Rutina. Vsak korak drobi pod sabo nekaj zavesti. Drobi pod sabo vsak korak. Drobljenje. Skrhan, brez trohic, trhel, kremen, kraden. Jaren, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in ovca, ki pred svojimi strižci. Vsak dan, počasi, iz mene gre koža, ki bo prah in pepel. Še koraki. Samo eden za drugim.
postopoma ne več le plazenje. Čas za vsakogar je le minuta. Tretjič. Moje ime ni pomembno. Pomembno ni niti, da živim, ampak kje. Ko se vsak večer vračam domov, mimo praznih stolov na trgu, me z vsakega izmed njih pozdravi sapa, ki diši po žerjavici. Stopam po stopnicah v bloku in mi ni jasno, zakaj so pustili tu oči, ki gledajo. Z okna dnevne sobe vidim Pankjevičevo lekarno. To laži me, da diši po zdravilih. Vseeno me je strah. Vsakič, ko sem sam, na ulici in doma. Tišina je nadomestilo za krike, ki jih povsod opazim, kako prežijo name. Ničesar nisem ukradel. Obredi slovesa. Najprej sem buden, nato me začenja dušiti. Tedaj stečem tja in kopljem in rijem in prevračam zemljo, dokler ne potegnem iz nje vseh glasov. Enega za drugim spravljam na plan. Tiste bolj ohranjene dam na eno stran, jih spet zagrebem, pognojim in takoj začnejo cveteti. One zlizane zadržim, jih naredim vidne, ohranim, dajem obliko na novo, jim odvzemam tišino in jih postavljam na oltar, na ta oltar. Četrtič. Jaz sem Erik Hecht in jaz sem Jana Neumann. Star sem manj kot 15 let. Rodil sem se 28. junija 1930. Stara sem manj kot 5 let. Rojena sem 1939. Tvoja mama in tvoj oče sta leto mlajša. Nekoč bosta imela vnuke, jih pestovala in prebirala pravljice. O naju bo ostalo le ime, zapisano s kredo na 2 usnjeni potovalki in datuma najinega rojstva. To bosta najini grobnici. Nemo omen. Ima vsak ime. Vsak ima ime. Ima ime. Uvid. Kar vidimo, ne moremo izreči v nobenem jeziku.
družabna igra. Ko stopiš v sobo, kjer je za steklom spravljenih nešteto čevljev, se moraš ustaviti. Vsak par ni natančno zložen. Eni so skupaj, drugi sami. Eni scefrani, drugi brezhibni. Ko si tako ustavljen in gledaš vso to goro čevljev, ne moreš drugega, kot da pomisliš, da je vse to ostanek nog, zavesti. V trenutku, ko to pomisliš, tisti čevlji za steklom oživijo. Skozenj se začnejo počasi naseljevati vate, nekateri v dušo, drugi v obisti, tretji v želodec. Iščeš jim imena in obraze, a so samo čevlji. Fragmentacija osebnosti, kot perverzna sestavljenka. Obraze dobiš v sobi s fotografijami, imena v sobi s kovčki in sestavljaš vsako življenje, vse življenje, ki ti še preostaja. Hotel si dediščino, imaš spomin. Petič. Ime mi je Sami Modjano in sem preživel. Vsakič, ko se vračam tja, me peljejo, pa čeprav bi bilo prav, da bi hodil. Vse še vidim, včasih tudi to, česar nisem še nikdar. O teh stvareh govorim le deloma. Vsi me poslušajo in včasih jih ne zaznavam več, ker se spominjam, kako so mene in očeta ločili od sestre, ki sem jo kasneje videl za bodečo žico. Nisem bil prepričan, da je ona. A ko sem ji sramežljivo pomahal, mi je odzdravila. Naslednji dan sem čez žico pustil kos kruha, zavit v papir. Ko sem se vrnil tja, je bil paket na moji strani in v njem sta bila 2 kosa kruha. Vsakič, ko pridem sem, spet stopim k žici in čakam, da jo pozdravim. Samodaripen, Auschwitz, Helmno, Belžec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Peterloo, Nanjing, Sand Creek, Srebrenica, Kočevski Rog, Katin, Majlaj, Tlatelolko, Babi Jar, Odesa, Marzabotto, Kefalonia, Kindu, Porcini, Cielo Drive, Sant'Anna di Stazzema, Schio, Ardeatinske jame, Pietralata, Boves, Kos,
Argelato, Občine, Bazovica, Malgabala, Pietransieri, Forlì, Amba Aradan, Tiananmen, Chios, Malgazzonta, Vallucciole, Biscari, Valdobbiadene, Cesena, Oanvit-Pnij, Nola, Capaci, Via d'Amelio, Bologna, Trg Loggia, Trg Fontana, Ustica, Tak-Vaj, Ayotzinapa, Armenia, Ruanda, Jaganwallabak, Derry, Hiroshima, Nagasaki, Vzhodni Timor, Pariz, Bagdad, New York, London, Madrid, Nica, Dhaka, Tunis, Utoya, Colombo, Tulsa, Plötzensee, Tripoli, Nasiriyah, Cairo, Kirkatur, Khojaly, Rab, Buchenwald, Dachau, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen, Palestina, Rižarna, Beirut, Damask, Gaza, Malmedy, Beslan, Columbine, Lampedusa, Damur, Ukrajina, Kondomari, Distomo, Kragujevac, Irak, Darfur, Jasenovac, Guatemala, Burundi in tako dalje. Jaz večno. Nikoli zares ne odhajam. Moj vek je vedno. Kdor ve, da se bom vrnila, poje mojo pesem. Kdor pokoplje moje mrtve, shranjuje njihovo odsotnost. Šestič. Tudi danes sije sonce na Auschwitz 2 Birkenau. V takem nedeljskem popoldnevu pri spomeniku žrtvam Judje opravljajo spominsko molitev. Najdem se v razmišljanju, da je odpor stanje zavesti. In ko se bližam izhodu, je vsak korak težek kot pepel vseh žrtev na naših ramenih. Bolj kot hodim, bolj se mi zdi, da ni nobenega izhoda.
Zato je plošča v nemščini, ki pravi, da je tu umrlo 1.500.000 mož, žena in otrok, edina posuta z rožami. Ko lega tišina na barake in molitve, me v želodcu zbada krivda. In veter razpihuje mojo hojo, da me nekaj podobno vrvi, privezani skozi popek, vleče nazaj. In ko se počasi bližam izvidnici, nočem ven, ker me iz nje opazuje nemški vojak z neopredeljivim nasmehom. Stopim čez tire, ki ločijo žrelo od vsega ostalega, in mi vrejo solze, ki se ustavljajo v grlu. V hipu me prešine misel, da je čisto res, kar so trdili. Ko enkrat prideš v ta kraj, se iz njega ne vrneš več. Dediščina. Doma si sezujem čevlje. Odnesem jih v kopalnico, da bi jih opral. Tam začenjam počasi puščiti z njih blato in ga zbiram v majhni škatli. Hči me vpraša, kaj delam. Odgovori mi, da to ni blato, ampak so ljudje. Škatlo pokopljem in z njo nekaj sebe. Čevljev ne operem. Ostanki vseh, ki so na njih, bodo hodili z menoj.
Draga Ingrid in David, hvala za to presunljivo pesniško meditacijo. Drage poslušalke in poslušalci, vabljeni, da vstopite še na svoj način v pesniško pokrajino Davida Bandlja zbirki 11 let in pol tišine. Dobrodošli prihodnji ponedeljek na še zadnjem dogodku prvega dela našega cikla Matica pod zvezdami. Z nami bo romaneskni prvenec Miklavža Komelja Skrime sneg. Potem se oddahnemo 2 meseca in nadaljujemo septembra. Hvala, da ste prišli. Lahko noč.